Gibalno ovirani ljudje še vedno sodijo med teže zaposljive. Njihova samostojnost je tako pogosto dodatno omejena tudi zaradi tega. Več o tem nam bosta povedala današnja gosta. Dobro jutro, gospa Mojca Vavpotič, glavna tajnica in pa vodja projekta na Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije. In pa Primož Jeralič je z nami, paraolimpijski kolesar in pa tudi sodelavec v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije. Dobro jutro. Dobrodošla. Kako sta za začetek? V redu, odlično. Hvala lepa za povabilo. Odlično. Z veseljem. Ja, če morda začnemo z osebno zgodbo, bomo potem šli malo širše. Zdaj, Primož, za vas je bil usoden padec na smučanju, takrat ste utrpeli hudo poškodbo hrbta. Takrat se vam je seveda sesul svet, vendarle ste postali iz športnika, iz aktivnega športnika, ste nekako šli na drugo pot. Kako se spominjate tega obdobja in pa kako, glede na to, da sva tudi govorila o tem, takrat ste bili tudi v obdobju iskanja nove službe, kako vas je delodajalec tretiral, preden ste postali invalid in kako je bilo potem po poškodbi? Ja, hvala lepa za vprašanje. Ja, res, poškodba se je zgodila, vsak izmed nas ima svojo zgodbo. Moja se je začela in zaključila, kakorkoli povzamemo na smučišču takrat. To je eno tako zelo težko prehodno obdobje, katerega pač vsi naši člani, katere zastopamo, so šli tudi skozi. Ampak pri sebi, mogoče zdaj, če izhajamo iz tega, kaj se je takrat zgodilo in kaj se je dogajalo, bom rekel tako, bil sem zelo iskan delavec, vesten, priden, ampak s tisto poškodbo se je pa vse skupaj spremenilo. Še vedno isti človek v drugi fizični obliki, pa zdaj sedim, gibalno, mačkan prikrajšan, imam neke pripomočke. So začeli name gledati drugače in to v bistvu takrat sem videl, da s čim se bo mogel soočati tudi naprej v življenju. Gospa Vavpotič, seveda želja med invalidi po zaposlitvi je ogromna. Kaj pa na drugi strani, na strani delodajalcev, je interes ali ga je še vedno premalo? Absolutno ga je še vedno premalo. Mi si zelo prizadevamo tudi v bistvu vzbuditi zanimanje pri vladi Republike Slovenije, ker javna uprava je pravzaprav tista, ki bi morala biti vzgled vsem ostalim delodajalcem. V Sloveniji sicer obstaja zelo veliko podjetij invalidskih, ki zaposlujejo invalide, ampak še vedno je veliko invalidov, ki so nezaposljivi. Predvsem je težava pri mladih invalidih, ki končajo, danes so to visoko izobraženi mladi invalidi in so potem nezanimivi na trgu dela. In to je dejansko tisto, kar jih potem tudi pahne v neko finančno stisko. Primož, kako pomembno pa je, da invalid vendarle dela, da je vključen v to družbeno okolje. Zaradi sebe, predvsem verjetno, je zelo pomembno, obenem pa lahko, da tudi kakšna druga, nova znanja družbi. Ja, seveda, absolutno. Vsi invalidi imamo pač neko svojo zgodbo za sabo, katera nas je zaznamovala in s katero v bistvu tudi rastemo vsakodnevno. In splošni pač laični javnosti lahko damo nekaj več, kar pač nekdo ne more, ker ni šel čez neko zelo težko obdobje. Sama zaposljivost oziroma sama služba ni samo služba kot taka po sebi, ampak je v bistvu tudi možnost socializacije, vključevanja, kar je zelo pomembno sploh pri naših članih, ki so večkrat porinjeni na rob družbe in tudi ta zaposljivost jim da v bistvu nek kanček upanja in pa v bistvu se počutijo tudi koristni, kar je nazadnje zelo pomembno. Kakšna delovna mesta pa zasedajo invalidi v Sloveniji in pa če gremo malo bolj na osebno raven, so plače primerljive? Bom najprej odgovorila na prvo vprašanje. Zelo veliko sem razmišljala, pravzaprav pa bom se kar konkretno probala fokusirati. Pri nas imamo zelo izobražene invalide, imajo doktorate, imamo primer gluhih, ki delajo z doktorati na fakulteti, imamo slepe, ki so univerzitetni diplomirani psihologi, konec koncev je tudi Primož visoko izobražen in meni veliko pomoč. Imamo pravzaprav res cel spekter in njihove plače seveda niso primerljive, še vedno so v bistvu pod povprečno plačo v Sloveniji. Mi sicer teh podatkov ne zbiramo, zato ker nimamo javnega pooblastila od države, za kar si sicer prizadevamo, ker želimo, da tudi te statistične podatke Nacionalni svet zbere, zato da bi lahko potem tudi na zakonodajalce vplival s konkretnimi podatki, ampak zaenkrat tega žal nimamo. Ja, to je v bistvu res majhen znesek za dostojno življenje, sploh zato, ker vemo, da invalidi tudi potrebujete določeno terapijo, določene pripomočke,
pripomočke, ki pa seveda stanejo. Kako je s tem, na kakšen način pomagate, denimo tudi v vaši organizaciji invalidom? Nacionalni svet invalidskih organizacij konkretno nima nekih sredstev, s katerimi bi lahko pomagal. Mi smo bolj v bistvu tukaj veza z vlado, z ministrstvi, pomagamo pri spremembah zakonodaje, na to vsak trenutek opozarjamo. So pa društva tista, kjer imajo svoje sredstva in lahko svojim članom pomagajo, so pa ta sredstva seveda zelo omejena. In glede na to, da nas ves čas opozarjajo, kako bo inflacija in kako bojo težave, dejansko se že zdaj odražajo stiske pri teh skupinah. Določenih ugodnosti pa invalidi vendarle so deležni, obstaja Evropska kartica invalidov. Kaj vse je dosegljivo s to kartico? Evropska kartica ugodnosti za invalide je v bistvu zopet projekt, ki se konča letos, konca leta, vendar si zelo želimo, da bo vlada prepoznala pomembnost tega projekta in nam zagotovila nova sredstva. Gre pa za to, da v bistvu osebe z invalidnostjo lahko na upravni enoti, teh je 58 po Sloveniji, pridobijo Evropsko kartico ugodnosti, s katero imajo potem dodatne ugodnosti po celi Evropi, ne samo v Sloveniji. V Sloveniji imamo ta trenutek 500 ponudnikov, ki ponujajo različne ugodnosti. Nekateri, recimo, mi smo bili ravno zdaj 2 dni na posvetu v Postojnski jami, 50% popust, za športne prireditve, kulturne prireditve, razne storitve, ki jih invalidi potrebujejo in s tem na nek način olajšajo življenje. No, vsekakor je to res dobra novica, vsej majhen pripomoček oziroma pridobitev za invalide, ampak Primož, vi tudi veliko sodelujete in hodite tudi po terenu, družite se s slepimi, s slabovidnimi, v bistvu gluhimi, drugimi invalidi. Zdaj, kakšna je pa razlika med tistimi, ki živijo na podeželju pa v mestu? Ja, razlike so, bom rekel, kar očitne. Kontrast je, lahko rečemo, kar črno-bel. Bolj, ko smo v nekem osrednjem delu Slovenije, kot je Ljubljana, mogoče še malo obrobje Ljubljane, se ta težava niti tukaj ne čuti. Sam sem zelo aktiven tudi na našem lokalnem društvu in bom rekel, da se srečujemo kar zelo zaskrbljujočimi težavami. Samo dostopnost ali še kaj drugega? Gre tako za dostopnost, gre tako za neprimerne življenjske pogoje. Recimo, invalid na podeželju ostane sam, mogoče ima še neprilagojeno stanovanje, pa si lahko predstavljate, v kakšni situaciji se lahko znajde. In to je tudi, bom rekel, tako neko poslanstvo NSIOS-a, da skrbimo za take stvari, da opozarjamo naprej in poskušamo tudi poskrbeti, da do takšnih in drugačnih anomalij ne prihajajo na terenu. Seveda si želimo, da boste slišani, predvsem pa uslišani, konec koncev. Veliko uspeha pri vašem delu še naprej in pa hvala lepa, ker ste se odzvali na našem povabilu. Hvala za povabilo. Vse dobro. Hvala.